Gospod z vami iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus šel z 12 dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema, ter iz Tirskega in Sidonskega primorja. Jezus se ozrl po svojih učencih in govoril: Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki. To je Kristusov evangelij. Evangelist Luka nam je zapisal 4 blagre, po teh 4 blagrih pa 4 svarila, opozorila, ki se začenjajo gorje vam. Bi pa rad danes razmišljal o 2 stvarih, to je o zaupanju in o veri. Zaupanje je že omenjeno v 1. berilu in tukaj prerok opozarja: gorje tistemu, ki zaupa samo v človeka, ne pa tudi na Boga. Tisti, ki pa zaupa v Boga, je pa kot drevo, ki raste v vodi. Razlika med drevesom, ki raste v vodi, in nekje v notranjosti je v tem, da drevo v vodi ni odvisno od dežja, ali bo padal ali ne, zato ker ima vedno hrano za življenje. Nekdo, ki je umaknen notri, v notranjost, sam zase, če ni dežja, ni preživetja. Z drugimi besedami, kot s prispodobo bi lahko rekli, človek je ob vodi, ob Bogu, ki daje življenje, ni toliko odvisen, kaj se bo dogajalo z njim ali v njegovi okolici. Bog je tisti, na katerega se zanaša. Če se pa človek zanaša nase, na svoje sposobnosti, zdravje, ekonomsko moč, uspešnost, vplivnost, te stvari se lahko tudi odmakne. In če se to odmakne, naj v tem človeku še ostane. In zato je tukaj v prerokovi besedi opozorilo na človeka, ki se zanaša tudi sam zase, nase, na svoje sposobnosti, ali pa zanaša na človeka, na moč to, kar se ustvarja. Tukaj bi lahko nekdo rekel, ali ni neko zanašanje na človeka ali zaupanje nekaj dobrega. Seveda, da je. Kar malo lahko pomislimo, kako težko je v življenju, če ni zaupanja. Kako potrebuje človek dejanja, pa tudi teh življenja, da si zaupanje pridobi. Hitro se ga lahko izgubi, ampak pridobiti zaupanje potrebuje človek kar dolgo pot.
nekako z rezultati se to pokaže. Kako bi šlo življenje, če ni zaupanje med možem in ženo? Kako težko je skupaj ostati brez tega zaupanja? Tudi zaupanje med otroci, tudi če že odraščajo in so odrasli, kako pokaže neko smer življenja, ravnanje, odnos, če se izgubi to zaupanje. Med prijatelji, tudi med sodelavci. Zaupanje je ena nujnih stvari, prav tako lahko rečemo, nujnih stvari za naše medsebojno življenje. Ampak, če imamo lahko zaupanje do človeka, do bližnjega, to zaupanje je v velikem strahu, kadar ni zaupanje Boga. Danes, ko se izgublja to zaupanje, če nekaj pomembnega je potrebno podpisati, koliko stvari ste že podpisali. Potrebna je pogodba. Če nekaj, kar je še večje teže, je potrebno iti k notarju. Že sam podpis ni to. Tudi dvostranska pogodba. Veste, kako se izgublja zaupanje in na koncu notar še vloži lahko celo na nek matični urad, zemljiško knjigo, da se nekaj res potrdi, da ne bi zaupanje bilo preveč na lahko vzito. Zato, ker nismo popolni. Zaupanje do tistega, ki je popoln. Tukaj pa ni potrebno podpisa, ni potrebno notarja, ni potrebno sodišča. Ampak pred Bogom je človek v polnosti, da Bog ne bo zlorabil zaupanja, ampak bo ohranil. In močno zaupanje med človekom in Bogom lahko da tudi zaupanje med človekom in človekom. Če se to zaupanje odrine stran, je vprašanje, kakšen odnos bo med dvema človekoma. In tukaj iz tega zaupanja lahko gremo v mišljenje na vprašanje vere. Lahko človek zaupa Bogu, če je vera še majhna ali v nekem oblikovanju ali vzorenju. Kako je vera nekaj tistega, ki je kot temelj za zaupanje v Boga. Apostol Pavel pa gre kar naravnost v tisto središče, kaj dejansko vera je. In govori o Jezusu Kristusu, kako nekateri govorijo, da ni vstal od mrtvih. In je tukaj vprašanje za nas, kristjane, kako močno je v meni prisotna ta zavest, ali ta vera, ali ta čut, da je Jezus Kristus zaradi mojih grehov bil umorjen, ampak je pokazal moč življenja v tej bližini do mene s tem, da je vstal od mrtvih. In to meni tudi zagotovil. Je v meni prisotno to, da je Jezus Kristus res vstal od mrtvih. Za kristjana je to vprašanje. Ni apostol Pavel šel v eno misel naprej, jo bom pa sam podal. Je vprašanje, kako je v meni prisotna zavest, čutenje ali vera, da je Jezus Kristus tudi tukaj na tem svetu lahko navzoč fizično, telesno, materialno in navzoč je pri sveti maši svojim živim telesom, ne samo spomin, ampak svojim telesom, svojo krvjo. Jezus Kristus je med nami živ s telesom, da bi ga lahko sprejeli. Je šel po tej poti lažjega približevanja, da je ostal skrit v podobi kruha. Če tega ne bi ohranil, to skritost bi bilo za človeka pretežko. Da bi se vino spremenilo fizično v kri, tako da bi bilo barva, von, okus spremenjeno. To je za človeka pretežka stvar. In Bog je hotel tudi tukaj človeku olajšati bližino.
Pa je ta moja vera, da je Jezus Kristus navzoč tudi telesno in ga prejmem in ga zaužijem in sem z njim. Če to pride v človeško čutenje, v človeka, ki veruje, potem je težko živeti brez molitve. Ne gre. Zato, ker ta odnos zaupanje človek potem nekako se steguje, krepeni. Človek, da bi živel brez svete maše Evharistije, če pa tukaj Bog navzoč s telesom, ki mu zaupam, ki mene ljubi. In če pogledamo utrip življenja v našem kraju, državi ali pa širše v Evropi, lahko po svetu, koliko ljudi ima ta močen povede, da je Jezus Kristus med nami navzoč, da je vstal od mrtvih, da nam je zapustil samega sebe prav telesno in smo z njim lahko povezani pri sveti maši. Če bi ta čud bil močan pri mnogih, kakšen odraz načina življenja bi se izkazal v svetu. Potem bi bilo treba graditi nove cerkve, ker bi bile naše premajhne, iskati nove prostore za bogoslužje. In tukaj lahko začutimo, kakšna dragocenost je, ki jo imamo, dar vere. In je prav, da tudi pri maši prosimo, Gospod, poglobi nam vero, čut do tebe, ki k nam prihajaš. To zaupanje, da si z menoj na moji poti. In potem lahko razumemo tudi Jezusove blagve, ki so kot odraz zaupanja. Te 4 blagvi, blagor žalostnim, lačnim, preganjanjem, ne gre samo za neko daljno prihodnost, ampak človek, ki je zaupanje v Boga, lahko del teh blagrov izkuša tudi na tem svetu, v tem življenju. Del teh blagrov. Zakaj ne rečemo polnosti? Zato, ker na tem svetu ni življenje popolno. Ni nobena stvar popolna. Vemo pa, da pri Bogu je popolnost in ta pot, ki jo živimo na tem svetu, se približuje blagom, ki se pa bodo dopolnili pri Bogu, kjer je vir življenja, kjer je polnost življenja. Naj bo danes prošnja za močno zaupanje v Boga, ki nas razume, spremlja, ki prihaja k nam v sveti Evharistiji, da bi v tem zaupanju gojili tudi pravo zaupanje do sočloveka in prosimo Boga tudi za močno iskreno vero. Ta odnos do Boga, ki je kako človek ob vodi. Nobena stvar, kar se dogaja na zunaj takega drevesa, ne ogroža. Zato, ker smo povezani z Bogom v molitvi in v zakramentu. Naj Bog nam da močno vero, da bi bili tudi pričevalci v današnjem svetu. Zato tudi skupaj spovejmo vero. Vidi je enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen ustvarjen, enega Krista z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in ko svet prišel stavi sodi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca in v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in
Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o Bogu in eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam in krst odpuščanja grehov in pričakujem stajenje